Lepo pozdravljeni v luštnem podkastu. Gostila bom 4 izjemne in luštne šefe in danes v moji družbi lepo pozdravljam gospo Meto Repovž. Meta, zdravo, lepo pozdravljena. Pozdravljena. Meta, hvala, da si se odzvala vabilo in prišla v lušten podcast. Ja, tudi vam hvala za vabilo. V čast mi je. Spremljam te po družbenih omrežjih, spremljam te iz kulinaričnega vidika. Se pravi, osebno se še nismo uspeli srečati. Ne? Evo, to je zdaj ta čas in bova pred ciljno publiko poklepetale. Super. Meta, ko sem prebirala o tebi, strašno zanimiva zgodba. Gostinstvo ti ni bilo položeno v zibko, ne? Potem pa si se preselila, sprejela to, bom rekla, lahko temu rečeva težko breme, ki je postalo tudi neka strast, oziroma kako bi ti rekla, ne? Iz nekega mesta si prišla na deželo, na kmetijo, v gostilno, prejela si fantastična šefinja. Lansko leto si dobila tudi nagrado za življenjsko delo iz strani turistične zbornice, imam prav. Iskrene čestitke za nekoga, ki se je, kako se reče, primožil ali priženil. Primožil, verjetno. Primožil, ne? Ja, hvala lepa. Kako ti je uspelo? Kako si, če se vrneš čisto na začetek, kako si doživljala to, ko si se preselila, ko sta se z možem odločila, da pa bota ostala doma, da ne bota hodila v službe in da boš prevzela ne samo gostilne, ampak celotno kmetijo? Pravzaprav je tako, da pravzaprav je fino, da človek ne ve, kaj te v življenju čaka. A ne? Da se pač odvija po svoje življenje. Da koristiš tisto, kar ti je dano. Pač nisem imela cilja tako postavljenega točno, kaj bi v življenju, bila sem zelo mlada. Na nek način nisem bila pripravljena na to življenje, moram reči. Tudi takrat so bili drugi časi, priložnosti so se potem kasneje pojavile. Ne? Midva z možem sva še 7 let hodila v službo, ker je imela gostilno pač vodila še tašča, živeli smo pač v skupnem gospodinjstvu, pomagala sva že tudi v tem času, ko se pa je tašča upokojila, sva midva kolebala, kdo bi pustil službo. Na koncu sva se odločila, da sva jo oba pustila. Pogumno? Ja, jaz mislim, da je to zelo pogumno bilo, ampak tudi edino pravilno. Ker polovičarstva ni v tem, oziroma verjetno v nobenem poslu. Na nek način sva mogla neke nove dejavnosti vpeljati, da smo se pravzaprav lahko preživljali. Pot ni bila lahka, tudi danes je to enostavno, bolj enostavno se mi zdi zlušati, ali pa tudi ne vem, mogoče meni zdaj, ko smo že na neki pravi poti. Morate pa vedeti, da 40 let nazaj je bilo to čist druga pesem, ne? Nismo še videli te svoje usmeritve v pravo smer. Torej, mi smo v tem času koristili dane priložnosti. Moja filozofija je pravzaprav taka, da v tistem, ko si, najdeš neko veselje. Torej, mi nismo ljudje, ki bi gostinski posel upravljali v smislu neke velike gostilne. Nimam nič proti velikim gostilnam, da se razumemo. Nam je bolj pisano na kožo to raznoliko delo. Ja. Se pravi, da smo manjši, da smo raznoliki, da smo hitro ukretni in to vidim tudi, da tudi mojim otrokom bolj leži. Ne? Tukaj tudi lahko svoje ambicije pravzaprav tudi bolj nekako izražaš, ne? Da nisi v nekem kalupu, klišeju, pa da moraš tisto pot, pa nič ne levo, ne desno ne vidiš. Ne? Tako da, seveda, priložnosti se ti pojavljajo v tekom življenja. Je pa res, da smo mi z možem, še takrat so bili naši otroci, teta veliki, imamo 3 otroke, mislim, imam 3 otroke, starejša 2 sta že, se pravi, hčera je že 40 let stara, sin je tudi 37, imamo pa še enega manjšega 22. Torej, vsi so vpeti, ne? Vsi so na nek način.
Se pravi, hčera pa sin, starejša sta zaposlena in snaka v naši firmi. Ta malo pa še študira, ampak tudi aktivno že dela. Se tudi že išče v naši firmi, v naši dejavnosti. Pravzaprav sem zdaj pozabila, kaj sem hotela v začetku povedati. Govorili sva, kako je vašim otrokom zdaj mogoče malo lažje. Vi ste imeli pa zelo pač raznoliko, mogli ste se usmeriti, ne? Ja, z možem, to sem hotela povedati. Ja, torej, z možem sva se pred četrt stoletja pravzaprav odločila, da bova gostilno nekako zapeljala v drugo smer. Če pustite, ker prekinem, to je bila prej pač podeželska gostilna. Zraven cerkve, imamo še cerkev zraven, neposredni bližini, 2 metra stran v določenem delu. Kaj se je prišlo pojesti, na kak špricer se je prišlo, predvidevam, ne? Takrat. Tako. To je bila gostilna Baška, tukaj se je vse pravzaprav včasih dogajalo, telefonov ni bilo, mi smo ga imeli, veterinarja se je poklicali z naše gostilne, zdravnika, vse se je pač dogajalo v gostilni. Seveda, gostilna je služila, recimo ob nedeljah so se jedli tradicionalno vampi, juhe in tako naprej. Birme, obhajila, krsti, pogrebščine, a veste, klasično, ne? Kakšno skupino, kakšen avtobus, koline. No, mi so se odločila, da bova gostilno pač, čas je že pokazal, da ne bomo mogli od lokalne skupnosti preživeti. In smo gostilno probali zapeljati v drugo, se pravi na višje nivoje. Pot je bila pravzaprav počasna, ker na hiter jaz mislim, da tudi nam ne bi uspel. Torej, mi smo mogli rastati sami s tem in naše osebje in naši gostje, tudi v tem času so se večkrat spreminjali gostje, ne? Razumete stvar? Je pač se nadgrajevala, koristili smo priložnost naše lokacije, mi smo v res podeželskem okolju, industrije v našem prostoru ni praktično in smo to vzeli bolj prednost kot prednost, ne kot neko pomanjkljivost. Torej, kmetija je bila vedno pri hiši, s to razliko, mi radi povemo, da smo včasih nosili zelenjavo čez ta zadnja vrata. No, to je bilo tudi eno moje od vprašanj. Ja, danes s ponosom pokažemo in povemo, da smo pridelali zadeve sami. Torej, pred 25 leti smo se to odločili, da je pot drugačna. Ker pa ni, da bo pot drugačna, ker pa to ni tako enostavna preobrazba. Smo veliko se pogovarjali, kako pravzaprav ćemo pridobiti goste in znanje. Oboje je bilo treba na nek način. Drug gost, ne? Drugo znanje. Torej, po eni strani smo pridobili različne šefe slovenske, ki so pri nas gostovali, kuhali, mi smo se kot osebje v celoti učili nekega drugega, nekih drugih prijemov. Hkrati smo pa pridobivali goste čez naslov kulinaričnih doživetij, literarnih večerov, vinskih zgodb. Tako da smo pravzaprav različne klientele pridobivali neko zaupanje, znanje in tako nadgrajevali, pravzaprav tako pridobivali našo klientelo. Na nek način je to še tudi traja, danes je še proces. Vsak dan je izobraževanje. Tako, malo drugače mogoče, z drugimi, bolj preko družabnih omrežij, tega včasih pač ni bilo. Pa čez dober glas. Ta je pravzaprav najboljši še vedno. Ne? Tako. Ko ste začeli pač spreminjati, bom rekla, kulinarično pot oziroma kuhinjo, ste začeli uživati, vidi se, pač, ko vas spremljam, ko vidim v uniformi, da uživate, se mi zdi, da imate to strast. Kdaj ste začutili, kdaj ste začeli res, bom rekla, v hrani, v kreiranju krožnika pa noro uživati, oziroma sanjati o krožnikih, če lahko tako rečem? Kaj bi vse skreirali, kaj bi dali iz vrta? Ali je bila to že čisto strast na začetku, ko ste se odločili, jaz bom pa službo pustila, zdaj grem pa tašči pomagati kuhno? Nikakor ne. Stvari so rastle. Ja. Tako kot sem rekla, v tistem, kar ti je pač dano, moraš najti neko veselje, neko drugačnost, neki izziv.
Ne iskati nekih dobre prakse vidiš, ampak vsaka dobra praksa je edinstvena. To je res. Ja. Ne moreš nekaj ponavljati, kopirati. Se mi zdi, da je najtežje najti neko svojo pot, neko drugačnost. In tu mislim, da smo jo našli tekom nikakor ne od začetka, postopoma. In še najbrž vedno In vedno se še iščemo, ampak vseeno je ta pot, že bolj vemo, kam mora iti. V tem času je vse tisto, kar je bilo pri nas normalno, ratalo tudi moderno, trendovsko. To včasih pač to ni tako bilo. Vi ste, mislim, ti si mogoče malo mlajša, tako, super. Jaz vendarle sem že praktično v tistih letih, ko stvari spuščam iz rok. Stvari so se zelo spremenile in hitro življenje ratuje, oziroma vedno je bilo. Pa se ti zdi, da mogoče pa vse eno, kljub temu, da je tempo zelo hiter, da mogoče, pa ne vem, gre naša recimo generacija, ne vem, ali generacija mogoče tvojih vnukov, pač čez nekaj let, da grejo na boljše, da ne bo treba solate skrivati, živijo, ne skrivate. Meni je to fenomen, to je tudi sin tvoj razlago, ne vem, mama in babica sta solato iz vrta nesle pri stranskih vratih, da gostje niso videli. Danes gost se stopi, ko vidi, da ste vi, ne vem, umazano solato od zemlje prinesli v kuhno. Zakaj? Mislim, zakaj ta razlika? Kaj ti misliš? Mislim, meni je to tako, ne? Ja, jaz mislim, da včasih pač hrane nismo ocenili tako kot danes. Mogoče, ker je bilo več na voljo, ker je bila hrana v celoti boljša, danes so pa razlike med paradižniki, že zdaj, če gledam te paradižnike, zbiramo med različnimi vrstami paradižnikov iz različnih držav in se pač pol odločamo za tistega, ki je pač tebi najbolj dosegljiv, ali cenovno, ali pač po kvaliteti. Žal je kvaliteta tudi bistveno dražja, Ja. Kar je pa tudi logično. Eno je, od kje pride, kako pride, kako je pridelano, kako je pridelano. Ne vem, 100 kil ali imamo, ne vem, tone in tone. Vse to je, Sigurno je to. Vidim, da mlajši ljudje zdaj to bolj cenijo, si sami tudi veliko pridelajo, iščejo možnosti. Zdaj pa ne rečem, mogoče imam jaz opravka z neko določeno, sem tudi to razmišljala, z enim določenim segmentom, tistimi ljudmi, ki so tudi naši gostje. Pravzaprav to so gostje, ki so prepoznali neko kvaliteto. Očitno to niso vsi ljudje, a ne? Tako da te naši gostje iščejo dobro hrano, kvaliteto, imajo tudi po vsej verjetnosti, mislim, v velikih primerih, svoj košček zemlje, ali imajo babico, ali imajo mamo, znajo razlikovati, se pravi, paradižnik od paradižnik. Če zdaj gledamo tale paradižnik. Pri vas mislim, da je ta velika prednost. Vi ste koliko, 70-80% samooskrbni? Jaz mislim, da v smislu tudi drugih, se pravi zelenjavo, sadje pridelujemo sami. Tudi v času zime praktično skoraj ne kupujemo zelenjave. Ostale produkte, kar se pa tiče mlečnih produktov in mesnih, imamo pa tudi v okolici dovolj dobaviteljev, da lahko pridemo do kvalitetnih surovin. Misliš, da je ta del, recimo Dolenjska, Bela krajina, ima več lokalne ponudbe kot recimo ostale regije? Kako ti mogoče to vidiš? Mi smo vsi lokalno, Slovenija je lokalna, kjerkoli dobimo. Ampak mogoče vseeno, se mi zdi, da jaz, ko sama gledam, se mi zdi, da veliko več stvari lahko ti dobiš, ko pa ne vem, nek šef na Gorenjskem. Mogoče se motim. A ne, kako je to hecno? Včasih smo pa mislili ravno obratno. Očitno so tudi naši, se pravi, smo tudi kot pridelovalci v tem segmentu rastli in se dopolnjujemo z kupci. Se pravi, vse je šlo nekako bolj vzporedno.
pred časom tudi nisi dobil nekega dobavitelja, da bi imel. Seveda je bilo dosti pridelovalcev, samo mi kot kupci moramo imeti registriranega pridelovalca. Ja. V tem je problem. Ne morem jaz tebi prodati solate. Niso se odločili pridelovalci, da bi svoje dejavnosti registrirali, kar je narobe. Pa misliš, da je to kriva država? Z svojimi... Ne vem, če bi tako mi razmišljali, tudi ne bi bili danes tam, kjer smo. Ne? To je res. Tudi smo mogli vsako stvar posebej registrirati, čez veliko različnih obdobij. Spreminjali smo marsikaj, a ne? Moraš imeti neko etiketo, moraš imeti, ko pa se izpostavi z etiketo, je pa so odzadnji tudi vsa dovoljenja, taka in drugačna. Ne? Ja. In tega se ljudje bojijo, ker se jim zdi, da je to vse nedosegljivo. Vse je dosegljivo, samo človek mora vztrajati. Ne morem pa soditi, kje je lažje, pri nas v Avstriji, v Italiji. Verjetno ni tukaj neke enoznačnosti, ampak so stvari dosti bolj različne, bolj kompleksne in to smo mi Slovenci kar dosti navajeni, da gledamo, kako je drugod boljš kot pri nas, ampak jaz mislim, da imamo mi kar ko pa prideš domov, pa rečeš, res je lepo. Krasno državo, lepo živimo, pravzaprav ni nič hudega. Jaz mislim, da ni tako hudo. Seveda ne vsem, ne? Ja. Ampak to se strinjam, ne? Če se tudi tu navežemo, najprej si tako lepo rekla, to, kar ti je dano, ne? Pravzaprav srečo si moraš sam skrojiti, ne? Vztrajnost, disciplina. Absolutno. Disciplina. Vztrajnost. Ne smejo te stvari, tekom življenja greš čez mnogo preprek, si velikrat na dnu, pa se moraš imeti neko strast, voljo, eno željo, da ti uspe. Brez tega to ne gre. In vzeti vse kot lekcijo. Kot neko šolo. Šolo življenja. Šolo življenja. Kako je bilo Meta kuhati s taščo in kako je kuhati hčerko, ne? Vi ste snaho. Vi ste generacijsko, tukaj se je kar menjalo, ne? Ja. V nekem trenutku ste se mogli vse pravzaprav še nikoli ni glih menjalo zelo, ampak mi smo do predprejšnjega tedna bile 4 generacije pri hiši. Žal je moja tašča prejšnji teden, pač v visokih letih je preminula, ampak mi smo 4 generacije, lahko rečem, složno živele skupaj in zdaj smo še vedno 3. Stvar je spet v nekem procesu prenosa, mislim, pa nas se ni zgodilo to, da bi ena nehala, druga začela. To v družinskem Dve vedno skupaj delamo. V tem je moč 2 generacij, ki se dopolnjujejo, ki si pomagajo, ampak seveda ni tako idilično, kot govorim. Včasih pride tudi do nesoglasij, kar je logično, to smo le generacije različnih pogledov. Ampak v slogi je moč, v tem, da tudi toleriraš na nek način, čeprav se ne strinjaš, nekako greš čez to, a ne. Prije tudi do nesoglasij, samo ne do takih, v našem poslu ne moramo biti skregani, a ne. Pač povemo si, da se ne strinjamo in gremo naprej. Najprej pa moje sožalje. Mislim, da je zdaj s kuhalnico gor nekje in bdi nad vami ženskami. Pri družinski tradiciji, oziroma pri gostilnah, bom rekla družinskih gostilnah, je kar ženska ta osrednji lik, ne? Skoraj v večini primerov. Vi imate tudi na spletni strani, to mi je bilo fantastično napisano, vi ste vladarica kuhinje. Ne? V svetu, ki predvsem so moški. Zakaj misliš, da ta razlika, recimo, ne vem, ko nekdo pride v restauracijo, ne vem, kamorkoli, imamo šefe, ne? Ko pa mi gremo v neko vrhunsko, družinsko restauracijo, imamo pa šefinje oziroma vladarice kuhinj. Jaz mislim, da izhaja to pravzaprav iz tega, da nismo samo šefinje, ampak smo tudi, pravzaprav smo mame, smo žene, smo snahe, smo tašče, smo vse v eni osebi. In moramo nekako družinsko življenje za našo poslovno potjo združevati.
Torej, naše življenje ni enoznačno. Vedno je sigurno tudi vsaka ženska, ki hodi v službo, ima tudi otroke, družinsko življenje. Ampak pri nas živimo, delamo vse v eni hiši. Torej se vse to prepleta, ne moramo razlikovati, zdaj sem v službi, zdaj sem pa doma. Kar je velikrat zelo dobro, velikrat pa tudi zelo slabo. In se pravi, ker si mama, ker si žena, enostavno prevzemaš neko vlogo, ker si več doma, vse bolj obvladuješ to sceno in nekako rataš bolj, se pravi, bolj vodja vsega. Ne? Kar nekako tok življenja te zapelje, ne? Jaz mislim, da je to. Seveda moški se pa bolj soočajo z javnostjo, grejo, saj pri nas je bilo tako, pač jaz nisem mogla veliko doma jeti, tudi ne na neka izobraževanja, ali pa danes so te naši šefi mladi, kar je pa edino prav, grejo po svetu, te možnosti mi nismo imeli, tega videnja tudi, če nismo takrat imeli, saj jaz. Ne. Danes je to drugače in jaz tudi mojim otrokom želim, da bi čim več sveta vedeli in tudi veliko potujejo, ker s tem se ti širi obzorja, ne, znanje. Človeka to bogati na vsak način. To svetovljanstvo, ne, tudi potem ceniš, da pa jaz imam pa doma na vrtu solato. Ne? Tako. Lokalno, mogoče veš ti, mogoče so ti otroci, ko primerjamo recimo lokalno, ne vem, po svetu, pa pri nas, se ti zdi razlike? Recimo, vi imate tudi from farm to table, ne? Iz njive na mizo. To je po svetu tudi kar uveljavljeno. Se mi zdi, da ali restauracije, gostilne, kakorkoli imenujemo, uživajo ogled tega iz njive na mizo. Ne? Se to pri nas še zbuja? Bojo? Jaz mislim, da se. Jaz upam, da se bo, kdor bo imel možnost, da bo to zagrabil, ne? Pod narekovaji. Ja. Zdaj, vprašanje, kako se ljudem pravzaprav je ta lažja pot te generične hrane, kjer se to prodaja, a ne? V večjih mestih, mogoče tudi večina ljudi to bolj konzumira, a ne? Mi smo prepoznali to možnost v našem okolju, da smo lahko drugačni. In zaradi te drugačnosti pripeljemo tudi goste iz cele Slovenije, tudi iz drugih držav. Ne? Pridejo razni foodiji, ko iščejo dobro hrano. V mestu se jim ni treba gostincem tako truditi. Drugačni pogoji so. Mi smo pravzaprav primorani na nek način, da iščemo bolj svojo pot edinstveno. Zakaj bi se gost iz Ljubljane recimo pripeljal mimo 50 gostiln glih v našo, če bi bili mi ravno taki, kot so drugi? Ja. Ne? Vse tradicionalne jedi, ne? Tako si prej rekla, mi smo to že zdavno jedli, zdaj je pa moderno postalo. Ampak te tradicionalne jedi si vseeno modernizirala. Pravzaprav nisem sama, a ne, moramo vedeti, da mi smo družina. In enkrat je eden mogoče bolj v spredju, enkrat ima eden boljše ideje, drugič drug, mi se usedemo skupaj, se pogovarjamo, se tudi razidemo mogoče kdaj v kakšni slabi volji, pa pridemo spet skupaj. Važno je za nas, da vemo, kaj pravzaprav hočemo. Potem pa ta stvar nastane nekako dosti spontano. Se pravi, hrana mora biti dobra, predvsem najprej dobra in lepa na izgled. Gost mora to hrano uživati v lepem, prijaznem okolju. Strežba mora biti diskretna, profesionalna. Vse stvari, ves suport okrog mora biti perfekten. Vse mora štimati, ne? Vse mora štimati, potem je gost zadovoljen.
Drugače. In pri vas je, ne? Za dobre duše in radovedne želodce. To je od gospoda Bogataja. Ja. Z njim smo tudi pred mnogimi leti veliko sodelovali in še z mnogimi drugimi. In se to da svoj pečat. Bravo. Kako pa, če te vprašam, kako uskladiš? Ne? Zdaj si še babica, sva prej malo poklepetale. Imaš razporejen recimo teden, bom rekla približno, ne? Ker seveda to je živa stvar, ne? Zgodijo se stvari. Si, ne vem, rečeš, ponedeljek bom pa na njivi, če ne bo drža, pa bom v torek. Kako uskladiš vse to? Ne? Tudi ti nimaš vrta, ti imaš njive. Ja, ravno tako, kot si rekla. Se pravi, nekako so prvi 3 dnevi rezervirani za ostala dela. Čeprav vedno ni tako, vsaj en dan v tednu imamo tudi rezervirano, najavljene skupine, tako da včasih ne gre tako po načrtih. Več ali manj pa imam zadnje čase celo, moram se pohvaliti, na koledarju tudi dneve, v katerih moram merkati čuvati svoje vnuke. Bravo. Ja, tudi smo že toliko nas je, da se moramo bolj organizirati. Niso stvari vse spontane, iz dneva v dan, ampak imamo tudi urnik, točno kdaj delamo, to je pač pridobitev zadnjega časa. Včasih pa, če bi urnik od jutra do sutra, smo rekli, ne? Zdaj se moram pohvaliti, da imam tudi en dan v vikendu prosto. Včasih takrat čuvam otroke, včasih imam dan za sebe, za svoje aktivnosti. Tako da, zadnje čase, ker nas je toliko, ker so otroci vsi aktivni, nam je v bistvu lepše. Več imamo prostega časa. Tudi gost recimo tudi to razume, ne? Tako si prej rekla, včasih je bilo od jutra do sutra, ves čas je moglo biti vse. Se mi zdi, da gosti pa zdaj zelo razumevajoč, ne? Tudi rezervacije so postale veliko bolj normalne. Nekaj normalnega. Mislim, da je korona prinesla tudi dobre strani, ne samo slabe. Torej, gostinci smo v času korone pač imeli težke čase. Samo poleg težkih časov tudi lepe čase. Nikoli ne bom pozabila tistega prvega Michelinove proglasitve na gradu, kjer smo se srečali gostinci po dolgem času, pa je bilo še čas korone. Je bilo še čas korone, tako da so bile še res omejitve še kar dosti velike. Ampak kako pravzaprav so bili vsi zadovoljni, vsi smo bili hvaležni za ta čas, ki nam ga je dala korona. Mi smo v tem času doživeli Božič in Veliko noč in smo jo praznovali tako kot drugi. V krogu družine. Dosti smo se družili, veliko smo kuhali, šli smo na sprehode, seveda smo tudi te eksistenčne probleme imeli in tudi smo iskali poti, kako iz tega priti, ampak vseeno smo imeli neko novo izkušnjo, na podlagi katere nismo bili več pripravljeni iti v prejšnjo življenje. Marsikdo. In nam je prineslo drugo videnje. Hvala Bogu. Ja. Jaz tudi mislim, da je to prav, ne? Ker tudi pač gostinc ima družino, ima svoje življenje in meni se tudi zdaj zdi logično, recimo, pač pokličeš, vprašaš in rezerviraš. Včasih smo hodili kar tako, ne? Gremo na izlet, pa bomo že nekje pojedli. Pa smo se tudi kar usedeli za mizo, ne? Zdaj vseeno moramo počakati tam, da te nekdo razporedi, da dobiš svoje mesto, da imamo kot gosti tudi neko spoštovanje do gostinca. Ne? Stvari so se zelo spremenile. Hrana je cenjena, jaz mislim, hvala Bogu. Tudi poklic se zdaj že bolj ceni. Poklic je zelo cenjen. Bil je čisto popolnoma na dnu. Vseeno mislim, da so določene segmente bolj cen, pa tudi v bodoče bomo mogli ceniti tudi bolj te naše domače tradicionalne gostilne. Da bojo še obstale, da ne bomo ostali brez njih. Res je. Ne? To pa smo majčkan... Misliš, da je tu problem tudi recimo, ker
Pač pri vas, pri tebi, ne, pri vas na kmetiji, v gostilni so otroci vseeno se vpletli nazaj, ostali doma. Kaj pa, če recimo pač ni tega interesa, ne? Se mi zdi, da v neki domači gostilni vseeno je fajn, da je domač človek, dajva temu reči gospodar ali pa vladarica, no? Jaz mislim, da gostilna pač ne more ostati vedno enaka, tako kot v drugih poklicih stvari napredujejo. In je že pomemben, da čeprav verjetno se ne bi mogoče strinjali moji otroci z mano, ampak da nekako prepustiš mladim tudi, da svojo pot uveljavljajo, da z njimi se spreminjaš, ne? In se mladi s tabo in da se te stvari prepletajo, da gremo s časom tudi v gostinstvu naprej, da najdejo otroci tudi neki izziv. Mislim, ravno s tem našim podcastom, ki ga imamo, je najdel izziv moj sin. V njem išče, se pravi, on se mora vendarle, predstavljam si tudi tebe, da si se mogla pripraviti, prebrati kup stvari od nas, a ne? On ravno tako, ko goste izbira, ne, zdaj se mi zdi, da ko to gledam, pa se v bistvu na nek način tudi zraven tako od ozadja udeležena, se mora on veliko pripravljati, veliko energije da v to. Ampak to mu je nek izziv. Se pravi, ne samo golo, strežba, kuhanje, te operativne zadeve, ampak še kup drugih stvari, s katerim ti lahko svoje kvalitete pokažeš. In si tudi na nek način kreativen. Tako, ker ni naš gostinski poklic zgolj enoznačen, pa mi smo vendarle osebe, ki smo in upravljamo kadrovske zadeve, nabavo, prodajo, smo tudi na nek način tudi psihologi. Ne vem, kup poklicov združujemo, zato mislim, da je to tudi nek svoj vrsten izziv, ki nas izpopolnjuje. Kako vama je uspelo navdušiti, prav zares večji del družine, ne? In tudi rekli ste, da je snaha v kuhinji zdaj, ne? Nekaj sta delala prav, ne? Pravzaprav je to, kar to vprašanje velikokrat postavljeno. Ne bi znala povedati, mislim, pravzaprav naša družina, tudi naši otroci zdaj in prej vedno diha z poslom, na nek način. Ni to vedno v redu. Jaz ne trdim, da je to vedno prav, ampak tako je mogli biti, če smo hoteli obstati. In enostavno otroci so vpeti v to že od malega, dobili so svoje priložnosti, svoje veselje. Nikoli nismo nobenega nismo usmerjali. Vsak se je lahko odločil po svoje, ampak vsi so šli nekako po tej poti. Sem pa tudi prepričana, da otroci iščejo partnerje, ki so somišljeniki njihovi. A ne? In zdaj, če je to pravzaprav moja snaha, je po poklicu agronom, kar pravzaprav vsak poklic pri nas se lahko tudi na nek način mislim, v našem poslu lahko svoj poklic tudi uporabiš, da drugače povem, in se učiš tudi drugih vrlin. Ma tudi na nek način očitno je sin navdušil za dobro hrano, čeprav je ona tudi doma iz podeželja in je že prej tudi njena mama dobra kuharica in tako naprej. Ampak vseeno, to je vseeno drugačno življenje. Življenje odpovedovanja tudi na nek način. Ne moreš kar reči, da smo pa vsak vikend prost. Nobenega vikenda nismo prosti. Nekako uskladiti to svoje privatno življenje z službenim. Mi smo začetka tedna prosti, vikende delamo, praznike delamo, državne, cerkvene. To je drugačno življenje. Ampak vseeno je to nek proces, v katerega vsak vstopa počasi, ga ne smemo na trd postaviti. Tako.
Pa spet so slabe in dobre strani, ne, tako kot vse posod. Res je. Ampak se mi zdi, da družina ima vseeno neko moč, ne? In tukaj potem potegneš kar neke te pluse. Nekako vsi spoštujejo to našo tradicijo. Nobeni ni bil pripravljen presekati. Ja. Meni je tašča rekla, ko smo službo puščala, ne puščite službe, držite se službe. To je težko življenje. Ja. Nismo bila mi da pripravljena te tradicije prekiniti. Ja. Pa vseeno je bil neki izziv. Ne? Ja. Sej tudi ne veš, kakšna bi bila pot, če bi v službo hodila. Ja, točno to. To je bilo namenjeno. Mi pa nismo vajeni imeti šefov, nad sabo. Ne? Ja. Radi smo veliko delaš, ne? Ampak vseeno. Svoje odločitve sprejemaš in tudi posledice s tem. Ja, res je. Ja. Res je. Tudi jaz se težko navajam na to, da imam zdaj šefa. Aha. Ja. Ker ga nisem direktorja, ker ga nisem do zdaj imela, oziroma do pred kratkim, se pač moram nekako na to tudi navaditi. In mi lahko, ne? Še malo, ne? Ja, no se. Vi ste najbrž je, recimo jaz vedno rečem, od starejših, ne, pač tudi jaz nisem več generacija, bom rekla zelo tehta mladih, ne, ampak od starejših ti dajo modrost, mladi ti dajo pa novost. Ja. Ne, in tu, če to vse skupaj družiš, ne, modrost in novost, jaz mislim, da je to lahko krasna kombinacija. Tu se zdaj navezujem na vse vaše produkte, ki ste jih naredili. Ne. Pri vas je še marsikaj te paketi, pa marmelade, pa kako je do tega prišlo? Kako ste to? Zdaj bom tako vprašala, ali zaradi viška neke zelenjave, ali zato, ker je tudi gost vedno nekaj želi odnesti od vas, ne? Ponavadi gostje smo taki, jaz zelo rada kupim še kaj, no, dajte mi pa to za domov. Tako, ne? Ja. Eno in drugo, sigurno. Prvo viški, potem pa tudi se konec koncev moramo preživeti in se moramo tudi usmeriti v nek, se pravi, moramo tudi zaslužiti. Ja. Ne? Brez nič ni nič, ne? Čist po domače povedan. Vse to smo dodajali zraven. V določenem času smo zelo veliko sušili sadje, ker je bilo pač to takrat tržno zanimivo, danes to ni več. Delamo druge produkte. Korona nam je spet prinesla te, se pravi, izdelano hrano za, se pravi, te pakete. Pakete, ja. To je bilo vse čas korone. Zdaj nekaj smo to pač opustili, nekaj smo nadgradili. V bistvu to, kot nam dopušča čas. Vse, imamo pa še dosti idej in izzivov in mislim, da dokler nam tega ne primanjkuje, se nimamo ničesar bati. Napisano imate, raziskujemo, pridelujemo, izboljšujemo. To mi je bilo tudi tako všeč. Mislim, tudi moram reči, vaša spletna stran. Čutiš to toplino, domačnost, a hkrati je čisto novodobna. No? Mislim, zelo taka krasno. Kdo vse to ureja? Predvsem moram reči, da je glavni, ki za to najbolj skrbi, najbolj o tem razmišlja in nas sil, pravzaprav tudi druge, da o tem razmišljamo in se pogovarjamo, je sin, naš direktor, ne, se pravi Grega. On ima res, moram reči, občutek za estetsko dovršeno je vse, ne? In seveda tudi drugi. Ja. On nas pravzaprav žene. Ne? Veliko sprašuje, mi se veliko pogovarjamo, ampak on je tista gonilna sila. Nekdo pač mora biti. Ne? Ko bi drugi že malo nehali, ne? Pa nam je že tako obavmi na stran stopili, nas on spet animira. Podviza, da pa le morate. Ja. Meta, ti imaš tudi Instagram, tam se tudi, pač tam sva se tudi pokonektali, ali kako se to reče novodobno. Ti je bil težek ta priskok, mislim, pozdravljam, ne, tudi recimo moja mami si je naredila Instagram, recimo že jaz sem, bom rekla, starejša generacija, ker nisem začela živeti z Instagramom, ne, in ko vidim in tudi krasne slike, lepo se objavlja.
Ti je breme ali si zdaj že to sprejela in ti ni več naporno? Ne, nikoli mi ni bilo breme. To kar jaz s tem delam, mi ni bilo breme. Ja. Jaz Instagram imam bolj zato, da druge stvari gledam, a ne. Pač ja, to, kar je najbolj nujno, se pač tudi pojavljam na teh družabnih oziroma me... Sin? Ja, tako. Drugače mi je pa zanimivo druge stvari gledati, res, skozi tega stališča. Jaz sem se toliko naučila na Instagramu, da jaz svoje potrebe pač lahko mislim, da to, kar jaz potrebujem, to na Instagramu pač uporabljam. Tehnično mi pomagajo otroci, ne? Ja, Saj, ja. to meni ni samoumevno, ne? Otrokom je vse samoumevno. Ja. Zdaj vidim pri mojih vnukih, točno vejo. Ja. Ja. To je čez druga generacija. Ja, to je neverjeten. Jaz se pač moram operacij naučiti. Ja, ja. Ne? A vnuki kuhajo s tabo? Že imajo ta... Ja. Se mi zdi, da veliko kuhinja je kuhamo. vedno srečen prostor za otroke. Oni že od malega sedijo na pultu in zraven sodelujejo in mešajo in tudi vidim pri starših in nekako tudi, kadar so pri meni, vedno nekaj kuhamo, se pogovarjamo, kaj bomo jedli, je to tudi nek dogodek in je bistveno, kaj bomo jedli. Ne? Krasno, krasno. Hrana res združuje. Ja, na vsak način. Ja. Se spomniš dneva, ki ste mogoče, ne vem, v gostilni tvoja tašča najbrž, pa tudi ti najbrž nekaj časa si pač se zjutraj oblekla, dala predpasnik. Se spomniš dneva, ki si oblekla uniformo? In si se mogoče drugače počutila? Tudi to je bil proces. Okay. Ja. Tudi to se mi je v začetka zdelo, da jo ne zaslužim. Ne? Da to zanimivo. Da to ni moja... Od začetka se nisem dobro počutila v njej, ne? Ker je vendarle, ne, uniforma pač jo nosijo neki šefi, neki poznani ljudje, mislim ljudje, ki so v življenju uspeli, a ne, na svojem področju. Jaz tega nisem v začetka, pravzaprav tega niti tako jemala. Jaz sem jo pač mogla dati gor, ker je drugače izgledal, če sem prišla pred goste v uniformi. Ne? Po pravici povedano. Ampak počasi vidiš, a ne, da to je pravzaprav nujno. Se začneš se pravi v tej kuharski opravi boljš počutiti. Konec koncev, dopoldne, ko si v pripravah, imamo mi eno uniformo, ki je bolj za vsak dan. Delovna. Tako, delovna. In ko se začne čas, ko prihajajo gostje, je treba se preobleči v čisto. Da lahko stopiš. Tako. In potem to avtomatično tudi prinese neke druge občutke. Ja. Si gostitelj, nekako čutiš večjo odgovornost do strank, pravzaprav ko si to oblekel, zdaj na nek način se začne neka predstava, ne? Ja. Se pravi tvojega dela dosedanjega, ne? Ti si nekaj pripravil in zdaj tukaj boš nastopal od tega trenutka naprej. Jaz sem o tem razmišljala, sem to vprašanje videla. No, kakor vidim, ne gremo po tistem konceptu, kar me veseli, ampak sem potem razmišljala o tej opravi kuharski. Je zelo pomembna. Tudi zdaj, če o tem razmišljaš, mi zdaj na misel prišlo tudi pri Masterchefu, ne, če tako pač omenim. Tudi te tekmovalci postopoma prihajajo do teh uniform. Ja. In je to, sigurno ima to velik pomen. Ti jo moraš takrat obleči, kadar se čutiš, ko se čutiš, da si jo pravzaprav vreden. Ja. Ja. Ne? Če nisi vreden, je ne moreš nositi. In tudi po mojem, ki si jo... Dobro nositi. Tako, dobro se v njej počutiti in izžarevati to, ne? Tako. Poznam ljudi, ki jo niso nikoli hoteli obleči. Res? Ja. Pač o tem prej nisem razmišljala, sem jo imala bolj kot neko kuharsko opravo, ki pa to ni. Ne. Absolutno ni.
če o tem razmišljaš. Meni je tudi, recimo, ne vem, kaj vas vse, bom rekla, vse vas šefe, ki spremljam, ne, pa tudi kdaj na kakih dogodkih ste v uniformah, vsi, ne, to ti kar dušo poboža. Ne? Res ima eno težo. Ne? Tudi, recimo, ima veliko težo. Zelo. Sploh pa tudi na tej uniformi je napisana, se pravi, firma, v kateri delaš, a ne? Je tvoje ime izpostavljeno, je tudi vse razni dodatki, ne? Kaj za Michelin, pa je pa kaj zvem, vse to moraš ti nositi. To predstavljaš določene organizacije oziroma določeno kvaliteto, vse nosiš na tej uniformi. Sej ni nič za stojim prišlo, ne? Vse si ampak vse pridelal. Seveda. Lahko jo s ponosom oblečeš. Ja. Tudi reprezentanca, kuharska so zastave, ne? Točno vemo, te pa so iz Slovenije. Ja. Zanimivo, super. Če bi se lahko, ne vem, vrnili nazaj, ti si najdla res to srečo v tem, ampak bi izbrala še enkrat isto pot, bi izbrala gostinstvo? Absolutno. Bi. Ja, bi. Če bi vedela vse to, kar danes vem. Ne bi vedela. In danes razmišljam, ko bi imela to znanje in to videnje in tukaj začela. To bi pa bil zadetek. Ja. Ampak tako pač ni. Točno to. Lahko pa to svoje znanje pravzaprav in življenjske izkušnje prenašaš na druge ljudi, če so pripravljeni to sprejeti. Saj vendarle je pa to tako, ko ti vceplaš nekomu celo življenje neki, pač ne sprejema, ampak s časoma postane podoben. Postajamo podobni svojim staršem oziroma svojim učiteljem, hočemo ali nočemo. Svoji okolici, hočemo ali nočemo. Včasih, to sem se zdaj prav spomnila ta teden, ko mi je moja snaha rekla, da je slišala v ušesih točno isti stavek, ko ga jaz pregovorim, in se ga je kar ustrašila. Torej, to tako je. Nič ni narobe s tem. Če gre to pozitivno. Točno to. Če veš, kaj so pred tabo narobe delali, pa si tega izogneš, probaš izogniti, čeprav težko je v življenju se prav narediti. Na napakah rastemo, če jih prepoznamo. Tako. Ko bo nekega dne prišel čas, da boš začutila, jaz mislim, da to nikoli ne začutiš, da še čisto umakneš iz kuhne, ampak kaj boš rekla, zdaj imam pa jaz malo dosti, zdaj bi pa jaz, ne vem, brala, bila z vnuki, kakorkoli, ampak vseeno pač nekaj delala, ne? Ker aktivne ženska, kot si ti in nam podobne, bom tako rekla, to si aktiven do konca. Bi se bolj usmerila v vrtnarjenje ali v kulinariko? Mogoče pa nič od tega, kaj preveč. Ne? Super, daj mi povej. Ne vem, o tem veliko zadnje čase razmišljam, ker prihaja ta čas. Na vsak način bom na razpolago, na voljo svojim otrokom, takrat, ko me bojo rabili, in tudi nekaj let sigurno bom še delala. Je pa že, bom pa tudi nekako probala še kaj drugega najdeti. Te stvari pa še iščem. Mogoče nekaj, kar moraš vedeti, da jaz v življenju sem delala to, drugi stvari pa pač nisem. In sem vedno, mislim, tudi želela si še kaj drugega početi, nisem pa prepričana, da bom najdla to voljo spreminjati zadeve. Iščem, čeprav nisem mlada, se tudi v tem zelo iščem zadnje čase. Nikoli ni prepozno in vedno je čas, ne? In tudi se mi zdi, da ko vstopaš na neko novo pot, ne? Ko čisto spremeniš, prihajaš za ogromno nekega drugega znanja, ki ga pač uporabiš. Tako. Moje mnenje, ne? Ja, sigurno. Jaz sem rekla, ko bom penziji, ne bom penziji, ne? Ampak bom gojila paradajze in kuhala, ne vem, marmelade, ne? Ja, sigurno tudi v tem, se pravi, mojem tretjem življenjskem obdobju, ne, tako kot se pač reče, se bom prepustila
tudi življenju in bom videla, Ja. kaj mi bo ponudil. Točno to. Ne bom neki nasilo. Ne. Tudi ni treba več. Ne? Ne. In leta so recimo prednost, če znaš izkoristiti. ne. Bolj si umirjen, Ja, bolj ja. preudaren, nisi več euforičen toliko. Pač kar bo življenje prineslo, a ne? Saj ne moramo čizga usmeriti. Res je. Da smo zdravi, ne? Tako, in vitalni. Jaz imam 5 kratkih, 5 luštnih vprašanj. Zelenjava ali sadje? Zelenjava, Zelenjava. Lokalno ali eksotično? lokalno. V prostem času, recimo, bodi si z uniformo v kuhinji, bodi si kot turistka v nekem mestu, bi izbrala fine dining ali street food? Oboje. Oboje. Vse ima svoj čar, ne? Ste delali vi kdaj tudi kot street food pri vas? Oziroma gostovali ki z nekim street foodom? Smo tudi. Pa tudi, občasno gremo tudi kam na kakšno odprto kuhno. Pred leti, takrat, ko se je odprta kuhna začenjala, smo tudi sodelovali nekaj časa. Ja. Sem vendarle smo oddaljeni toliko od Ljubljane, da nam to predstavljalo kar veliko breme. Pa tudi petek je, ne? Petek je za gostinca, po mojem. Ja, doma je več dela Ja. in je bilo to kar naporno. Ne? Super. To si mi sicer že odgovorila, prej sva se malo dotaknila, ampak vseeno. Če ne bi bila šef, bi bila? Tako kot sem rekla, praktično gostinec opravlja vse poklice, torej v vsakem, vsakega sem se tudi malo dotaknila in težko rečem, da bi bila kaj drugega kot to, kar sem. Super, super. Če bi izbirala, bi izbrala češnjev paradižnik ali volovsko srce? Češnjev paradižnik. Češnjev paradižnik, ker? Tudi volovsko srce je okusno, ne? Oba, ne? Oziroma različnih priložnostih, ne? Se recimo, ko je čas, ko pride na vaši njivi, na vašem travniku čas, se igrate recimo s paradižnikom? Ja, na vsak način, s češnjevim in z volovskim srcem. In tudi z drugimi. Tudi zelo dobrodošle so kakšne nove vrste paradižnika. Različnih barv, različnih okusov. Delamo tudi svoje te paradižnikove omake. Ja. Vse, kar je viškov na naši njivi, konzerviramo na nek način. Ne? In potem s tem osrečite tudi nas goste, ne? Ker lahko kaj si domov vzameš. Kaj pa recimo če se dotaknem zdaj čisto nekih paradižnikov ali pa pač zelenjave, pri vas najbrž se igrate z zelenjavo, pri gostu opažate, smo postali bolj ljubitelji zelenjave oziroma smo začeli ceniti to zelenjavo? Ja, absolutno. Tudi trend v kulinariki je manj mesa, več zelenjave. Da se tudi samo zelenjavo dobre obroke narediti. Tudi doma, čeprav bi se mi zdaj vsi smejala, ne, ampak jemo bistveno manj mesa, kot smo včasih. Mi kot družina jemo vsak dan, tudi ne samo kot družina, kot naša širša družina, vsi, ki pač tisti trenutek delajo ob 12. imamo kosilo navadno, če nam le dopušča delovni proces. In včasih je bilo treba bistveno več mesa dati na mizo. Pa ne mogoče samo zaradi tega fizičnega dela bolj, ampak bolj zaradi navade. A ne? Bolj navada, ne? Tako. Danes tudi ni nič narobe, če imamo samo zelenjavni obrok, da ni mesa prisotnega. Mislim, da v bodoče bomo meso vedno bolj spuščali. Čeprav, da se razumemo, mi imamo meso vsi radi doma. Ampak v bistveno manjših količinah. Malo pa dobro, tako, ne? Pa izbrano. Tako. Kaj pa gostje, recimo, gost danes, gost, ne vem, 20 let nazaj? Bistvena razlika. Je? Ja,
bistvena razlika. Veliko je zdravstvenih težav, veliko je tudi nekih alergij na razne, včasih se kar čudim, na kaj smo vse alergični ljudje. Ampak mi se temu prilagajamo, razumemo. Jaz mislim, da je to trend sigurno v tem, da se gostu približamo. Čim bolj, ravno tako moramo z gosti rasti tudi v tej smeri. Se spreminjati. Trend je tudi bolj v zelenavnih jedeh. Se pravi, ne zelenavnih, ampak brezmesnih. Se pravi, izrazen. Tako da na tem področju imamo še veliko dela in veliko odprtih. Ker tukaj, po mojem, je kreativa neomejena. Ja, neomejena, sigurno. Recimo gost, ki je, dajva mu reči vegetarijanc, čeprav je zelo ne rada postavljam neke deklaracije, ampak ali je ta gost, recimo, ve več, je bolj osveščen, kot recimo nek mesojed? Ali pa izbirčen? Ne. To pa res ni nujno. Eni so zaradi mode vegetarijanci oziroma tako usmerjeni, eni so zaradi zdravstvenih težav, eni dejansko zaradi prepričanja. Tudi ne bi tako enoznačno ocenjevala goste. Predvsem jaz mislim, da gosti, ki veliko vejo, iščejo tudi dobro, pristno hrano, prepoznajo to hrano, prepoznajo tudi bližnjice. In se z njimi ne strinjajo. Aha, ok. To si dobro, lepo povedala. Ja, tako bi jaz rekla. Meta, zdaj sem še bolj navdušena. Če boš daj rabila na vrtu, pridem pomagati. Iskreno se ti zahvaljujem. Jaz upam, da bo še kdaj poklepetale. Se mi zdi, da kup enih tem bi še lahko odprle, vseeno kar nekaj let s kuhalnico mešaš po tej kulinarični sceni, če se lahko tako izrazim, in verjamem, da imaš tudi ogromno nekih zanimivih zgodb. Za danes se ti najlepše zahvaljujem. Eno luštno podjetje, ene poletje, ene krasne goste in čim več uživanja z vnuki, pa kaj dobrega skuhaj. Hvala lepa, tudi jaz se zahvaljujem za vabilo in mi je bilo zelo prijetno v tvoji družbi. Hvala, Meta.